Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, v studiu imamo dr. Aleša Mavarja, ki je letos 26. maja sodeloval na simpoziju o dr. Lambertu Ehrlichu. Gospod Aleš, dobrodošel v našem studiu. No, ta simpozij je bil ob 70-letnici njegove nasilne smrti 26. maja leta 1942. Gospod Aleš, ta pogovor bova zastavila nekako v treh vsebinskih sklopih. Prvi je kratek življenjepis in njegovo življenjsko delo, potem drugi okvir vprašanj je pogovor o miselnih tokovih, v katerih je živel in delal, in ker je bil pa tudi bogoslovni profesor, duhovnik, pa tudi malo o tem, kako se teološko ozadje čuti, zazna v njegovem celotnem življenjskem delu. No, katere stvari bi vi posebej izpostavili iz njegovega življenja? Ja, kaj naj človek reče o dr. Lambertu Ehrlichu, da bi ga predstavil čisto na kratko. Torej, šlo je za vsestranskega človeka, strokovnjaka, tudi pravzaprav človeka izredno sodobnih pogledov na nekatera vprašanja za svoj čas. Predvsem pa si ga bomo zapomnili kot pronicljivega misleca in pa kot tistega, ki ga lahko štejemo za enega pomembnih pionirjev ideje o samostojni slovenski državi, ki jo je že leta 1941 sorazmerno jasno formuliral. To so recimo te glavne poteze, če bi ga morali predstaviti na kratko. Seveda pa ne moremo mimo tega, da je njegovo mesto v zgodovinski zavesti Slovencev ali izbrisal ali izmaličil ravno umor, katerega žrtev je bil leta 1942. Ker je po vojni žal prevladala logika, da so bili vsi tisti, ki so bili žrtve vosovskih ali drugih medvojnih likvidacij, dejansko tudi nečesa krivi, če tudi so bili popolnoma nedolžni, je bil dr. Lambert Ehrlich iz zgodovinskega spomina Slovencev po drugi svetovni vojni ali popolnoma izgnan, ali pa redno prikazovan kot velik narodni izdajalec, ali pa kot skrajno desni ideolog skrajnega klerikalizma, ki je naj bi prehajal že v fašizem. Zato je dr. Ehrlich večini Slovencev danes neznan in opažamo tudi, da celo znotraj katoliške skupnosti ni lahko javno in pa v izredno ali pa v pozitivni luči vsaj večinoma govoriti o njem. Torej, obstaja nek zadržek, ki je predvsem posledica tega nesrečnega atentata, ki ni pomenil samo fizične likvidacije osebe Lamberta Ehrlicha, ampak je šlo tudi za atentat, ki je uspel na njegov lik in na njegovo življenjsko delo. Tako da pravzaprav dr. Ehrlich sodi med tragične figure slovenskega 20. stoletja, ob katerem so se vsi ti absurdi, ki smo jim bili priča v 20. stoletju, mogoče celo najbolj zgostili. Torej, rojen je bil v Žabnicah, to je pod Višarjami. Vzgojen je bil v
še pred drugo svetovno vojno. Študiral je teologijo v Innsbrucku, potem v Rimu eno leto, potem pa nadaljeval študije za etnografijo pa primerjalno bogoslovje v Londonu, to že po prvi vojni. Potem je bil član jugoslovanske delegacije na mirovnih pogajanjih v Parizu. Katere od teh značilnosti so ga najbolj oblikovale? Ja, prva stvar, rojstvo na skrajnem robu slovenskega etničnega prostora. Kot ste rekli, rodil se je v Žabnicah v Kanalski dolini. V Kanalski dolini se od nekdaj stikata slovenski in nemški etnični element. Temu se je potem po prvi svetovni vojni pridružil še italijanski, ki je danes tam prevladujoč. In zelo ga je zaznamovalo ta izkušnja biti na meji slovenstva in pravzaprav se je moral za slovenstvo vedno znova odločati. Nekateri njegovi sorodniki se niso opredelili za Slovence. Njegov starejši brat Jožef je bil celo nemški župan glavnega središča Kanalske doline Trbiža. Tudi nekateri drugi bratje so se opredelili bolj za Nemce ali pa se niso čutili zelo močno Slovence. Potem njegov brat Martin se je sicer vedno opredeljeval za Slovenca in deloval v slovenskih organizacijah na avstrijskem Koroškem, katere del je bila do prve svetovne vojne Kanalska dolina, ampak je recimo ob plebiscitu bil na drugem bregu kot Lambert. Pri Lambertu je pa vedno prevladovala ta izredno močen občutek pripadnosti slovenstvu in tudi izrazita averzija do nemštva. Zato je toliko bolj nenavadno, da pa v slovenski zgodovinski zavesti nekako živi kot narodni izdajalec, kot sodelavec okupatorjev, ko pa je bil torej Slovenec od glave do peta in vsaj do nemštva čutil izredno močno avezijo, kar se vidi tudi v njegovem nacionalnem programu, o katerem bomo verjetno še kaj spregovorili. To je gotovo ena bistvena določnica. Potem seveda se nadaljuje to njegovo oblikovanje v klenega Slovenca ob zelo težkih razmerah, v katerih so živeli Slovenci na avstrijskem Koroškem, oziroma na Koroškem takrat. In iz tega izvira tudi njegov prispevek k Pariški mirovni konferenci, ko se zavzema in je tudi glavni ekspert pravzaprav za koroški del meje nove države, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pomaga pri tem, da si kraljevina, glede na neugodno ameriško poročilo Milesove komisije, izbori vsaj plebiscit in potem aktivno sodeluje tudi v predplebiscitnem obdobju pri prizadevanjih, da bi vendarle plebiscit uspel v prid kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. To se ne zgodi. In zato je pravzaprav potem Ehrlich v svoji rodni Koroški anatemiziran, nekako izgnan, sicer se udeleži recimo pogreba svojega brata Martina leta 1929, ampak mu ne dovolijo, da bi na tem pogrebu tudi spregovoril. Tako da na Koroškem velja celo za izdajalca. In s tem je njegova zgodba podobna zgodbi še enega, njegovega koroškega sodobnika Gregorija Rožmana, ki tudi po plebiscitu pobegne pravzaprav v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, enako kot Lambert Ehrlich. Potem bi tu omenil še njegovo znanstveno zanimanje. Bil je strokovnjak za primerjalno veroslovje, za antropologijo in etnologijo. In recimo že v tistih časih, ko to ni bilo moderno, je bil avtor monografske predstavitve avstralskih aboriginov. Iz tega pa verjetno izvira tudi njegova odprtost za različne idejne tokove, ki pride do izraza tudi v nekaterih njegovih pogledih v 30 letih,
na to, kako bi bilo treba delati z mladino, ampak o tem bomo verjetno še v nadaljevanju kaj rekli. Ja. No, možda še eno vprašanje v zvezi z njegovim teološkim študijem. On je študiral v času tako zvane modernistične krize, se pa je napravil v 20. stoletje. To je tudi čas velikih sprememb v odnosu držav do malih narodov. Kako je on videl te zadeve, torej z teološkega vidika, in bi lahko kaj o tem povedali? Ja, torej, kot sem že omenil, tu ne moremo mimo njegove temeljne življenjske izkušnje biti pripadnik malega naroda čisto na meji njegovega narodnega telesa. In mislim, da je v tem gledati tudi izvire njegove teološke utemeljitve pravice slovenskega naroda do svojega prostorčka pod soncem, ki je potem kulminirala v zamisli, da če vse druge možnosti odpadejo, potem je opcija tudi samostojna slovenska država, na katero je takrat malo kdo v tej radikalni obliki pomislil. Tako da tu se pravzaprav življenjska izkušnja in pa teološki tokovi nekako zlijejo, in v tem je pravzaprav tudi Ehrlich velik, da je to svojo izkušnjo uspel povezati z neko konsistentno teologijo, recimo temu tako. No, njegovo delo na mirovni konferenci v Versailles ali pa v Parizu po prvi svetovni vojni, tja so ga poslali kot izvedenca, se pravi jugoslavijska oblast ga je poslala tja kot velikega strokovnjaka za Koroško, pa tudi za druga vprašanja. Po vašem mnenju, kaj je pomenila ta izkušnja sodelovati na mirovni konferenci, ker vemo, mirovna konferenca je zaključek priprav na vojno in potem pa zamisel novih strateških ciljev in uresničitev na pravni ravni za prihodnost. Kaj je to za njega pomenilo? Ja, to je zdaj seveda vprašanje, ki lahko verjetno ima različne odgovore. Tu bi mimogrede omenil, da se je seveda tu njegova izkušnja pokrila bolj ali manj z izkušnjo še dveh slovenskih duhovnikov iz tega vzhodnega slovenskega prostora, namreč za izkušnjo Matije Slaviča, ki je bil glavni izvedenec pravzaprav za določanje meje v Prekmurje, in pa doktorja Franca Kovačiča, Prleka iz Veržeja, ki pa je tudi sodeloval kot strokovnjak predvsem za določanje meje na Štajerskem. Zdaj, ta izkušnja versajske ali pa pariške mirovne konference je bila za Slovence na splošno travmatična, koliko je pač lahko sklepamo po njihovih zapisih, ker tam se je jasno pokazalo, da so Slovenci v veliki meri prepuščeni na milost in nemilost odločitvam velikih sil. Zdaj, s tem je bilo verjetno največje razočaranje, ki ga je za Slovence pomenilo njihovo srečevanje z ameriškim predsednikom Wilsonom. Wilson je, kot vemo, ravno izoblikoval tistih svojih znamenitih 14 točk, med katerimi ena vsebuje tudi pravico do samoodločbe narodov Habsburške monarhije. In v to so Slovenci polagali velike upe. Se je pa pač pokazalo, da ravno v primeru Koroške Wilson ni bil njihov zaveznik, ni bil njihov prijatelj, kljub temu, da ga je recimo eden voditeljev koroških Slovencev, Janko Brejc, pozdravil z besedami, da ga pozdravljajo Sloveni morituri, torej Slovenci, ki so zapisani smrti. Ampak Wilson ni izpolnil pričakovanj Slovencev. Tako da si predstavljam, da je takrat tudi Ehrlicha najbrž pretresla ta izkušnja
dejansko nemoči Slovencev v odnosu do velikih sil. In najbrž je v tem tudi eden razlogov za njegov sorazmerno megalomanski projekt Srednjeevropske konfederacije, ki ga je dal pravzaprav v svojem predlogu za rešitev slovenskega nacionalnega vprašanja pred idejo o samostojni slovenski državi. On je pač takrat začutil, da bi se Slovencem bolje pisalo v neki širši, predvsem slovanski skupnosti, kot pa če bi bili samostojni. Tudi on je predvidel, da bi ta slovenska samostojnost morala biti nujno pod protektoratom in zaščito nekih velikih sil, seveda ne Nemčije, ki je zanj predstavljala glavnega nasprotnika interesov Slovencev. No, tu bi mogoče, čeprav to ni ravno tema najnega pogovora, bi opozoril, da je ravno letos, oziroma lani, konec lanskega leta, izšla izjemno pomembna knjiga Nastanek kraljevine Srbohradov Slovencev in velikih pet, ki obravnava ravno te izkušnje Slovencev z določenjem meje na Pariški mirovni konferenci. Kot rečeno, kot ste že sami omenili, je pa seveda Ehrlich tam bil kot ekspert za koroška vprašanja. On je pravzaprav se v slovensko zavest vpisal kot lucidni opazovalec koroških razmer že svojo pred Prvo svetovno vojno izdano brošuro Aus dem Vilajet Kärnten, torej iz koroškega vilajeta. Vemo, da vilajet je turška upravna enota in tako je on opisoval razmere in zlasti razmere za Slovence na Koroškem. No, zdaj, če se omiva na obdobje po vrnitvi iz Pariza, pa njegova profesura, prej je bil še v Londonu, torej da se je specializiral v etnografiji pa to, ampak sedaj vzajemo obdobje 23-42. Spet je 20 let njegovega izjemno bogatega dela. No, v tem obdobju je podržal novo presenečenje, ker so se v tem času oblikovali med vojno že ruska revolucija, oktobrska, potem 22. je že pohod Mussolinija, potem v Nemčiji so v veliki nemiri zaradi teh vojnih reparacij pa sankcij, že priprava nacionalsocializma. Kako je on vse te stvari najprej zaznal? Kaj to kaže v njegovih spisih? Ja, torej, on je vsekakor se izredno hitro in angažirano odzival na ta svetovno dogajanje, seveda predvsem na boljševiško revolucijo v Rusiji, ki je dejansko pomenila strašanski pretres za celotno Evropo, do neke mere za cel svet. Seveda, zdaj eni so v tem videli začetek nečesa novega, nečesa velikega, drugi kot Ehrlich so se takoj jasno spoznali naravo te boljševiške revolucije, za kar so recimo nekateri evropski komunisti potrebovali izkušnjo poti v Sovjetsko zvezo. Recimo znan tak primer tega francoskega levo usmerjenega intelektualca Andreja Žida, ki ravno po potovanju v Sovjetsko zvezo ugotovi, da pa se je pravzaprav motil, glede narave. Medtem ko Ehrlich se takoj odzove na vprašanje boljševiške revolucije. In kot sem že omenil, tisto, kar nas mogoče pri njem na prvi pogled preseneti, je deloma drugačen pogled od večinskega, kako bi naj zdaj v teh razmerah pestrih medvojnih pristopali k mladini. On priznava neko legitimnost tej želji mladine po spremembah, celo reče, da mladina si na nek način želi neko revolucijo,
da danes ni več čas, ko bi mladina kar ubogala na besedo. Se s tem vključevala v obstoječi sistem? Se uveljavljajo novi življenjski načini. Mi moramo vedeti, da seveda prva svetovna vojna pomeni tudi strahoten pretres za neke dotedaj ustaljene moralne norme. Ne, ko ljudje vidijo to morijo, je seveda takoj reakcija ne samo razpad starega političnega sistema, ampak tudi razpad starih moralnih vrednot, ker se to ljudem preprosto zdi, če so te stare moralne vrednote uspele pripeljati do takšnega klanja, ja, seveda potem je z njimi nekaj narobe. In se mi zdi, da Ehrlich je od teh medvojnih voditeljev zelo dobro razumel to spremenjeno situacijo, ker mi moramo vedeti, da zlasti v 30 letih so ljudje stavili pravzaprav na vseh polih, tako levičarji kot recimo fašistično gibanje, nacistično, pa tudi velik del katoliške skupnosti, recimo pod vtisom Salazarjeve nove države na Portugalskem ali pa potem Dollfussovega korporativizma v Avstriji, ki sta bila izrazito katoliško naravnana, so stavili predvsem na princip strumnosti, se pravi, mi bomo postavili veliko organizacijo, kjer bo dejansko množica dihala kot en mož. In to je v ozadju tudi številnih konceptov slovenskih katoličanov, zlasti v 30 letih. Zdi pa se, da Ehrlich se je nekako zavedal, da ta koncept ni vzdržen, da je danes mladina želi iskati Boga na nove načine, da ji ni toliko tudi on sam pravi, da ji ni toliko do shodov in zapisnikov, ampak si želi bolj osebnega pristopa tudi do Boga. In mislim, da je v tem eden od razlogov, da je bil Ehrlich tako priljubljen kot voditelj študentske mladine. Tu je mogoče celo njegov največji prispevek v tistem času, da je bil dejansko magnet za katoliško mladino. Seveda ni bil edini. Tu mogoče celo znotraj katoliške skupnosti prevečkrat pozabljamo, da je bila ta skupnost izredno raznolika, da so znotraj nje sobivali različni tokovi, od ravno takega preopisanega, bolj strumnega, ki ga je verjetno predstavljala katoliška akcija pod vodstvom profesorja na klasični gimnaziji v Ljubljani Ernesta Tomca. Potem ta Ehrlichova, ki se imenuje stražarska, ker je bil naslov Ehrlichovega študentskega lista Straža v viharju. In potem je treba tu priznati, da so težke socialne razmere, v katerih je živelo veliko Slovencev, sploh se mi zdi, da je bil ta problem izrazit na vzhodu slovenskega ozemlja, zlasti v kakšnih Slovenskih goricah, Prlekiji, Haloze, kjer so bile socialne razmere izredno težke in se očitno tudi takratna cerkev ni znala ustrezno spoprijemati z njimi vedno, ali pa je bila celo v nekaterih lokalnih okoljih tudi del problema namesto del rešitve, če so se ohranjali neki stari vzorci. Je treba priznati, da je pristno velik del mladih slovenskih katoličanov takrat začutil potrebo po nekih socialnih spremembah in zato je bil zelo močen, avtentični, avtohtoni, levičarski tok znotraj katoliške skupnosti, zbran predvsem poimenovan po tem akademskem glasilu, akademskem društvu Zarja, Zarjani, ki je se napajal predvsem pri Krekovi dediščini in ki je potem s časoma za svojega preroka na neki način sprejel Edvarda Kocbeka. In to so bili vse legitimni tokovi znotraj katoliške skupnosti, ki so pač med seboj tudi tekmovali za vpliv na mladino. Danes se nam mogoče ta njihova prerivanja sploh med katoliško akcijo in med stražarji se nam zdijo smešna in neproduktivna, glede na to, kaj potem sledilo. Ampak takrat je pač to tako bilo.
In tragedija slovenske katoliške skupnosti je pa seveda v tem, da je pa ravno ta levičarski tok, ki je bil pristen, ki je bil pomemben, ki je pritegoval katoličane in je odgovarjal na nekatera pereča vprašanja, je v soočenju s komunisti popolnoma zmrznil in se jim v celoti prepustil njihovemu vodstvu. No, kako omenili ste Kozbeka, ne? Erlich pa Kozbek sta bila sodobnika, ne? Sodobnika, dobro. In tudi sogovornika, mislim, na tej intelektualni ravni oziroma pobudnika velikih idej. Po vaše, Erlich je prišel do teh svojih zaključkov na osnovi analiz totalitarnih režimov, ki so se uveljavili med vojnama. To so bili vsi v bistvu socialističnega porekla. V Italiji se Mussolini oddaljil od Turratija, komunista, ne? Potem Hitler je nacionalsocialist. On je nekako se oprijel ideje, socialne ideje v Nemčiji, ki jo je pa združil potem z to višjo raso, ne? V Rusiji Lenin v pogovori v Brest-Litovsku optira za ruski državniški princip. Ni bil to revolucionarni princip, oni so samo revolucijo igrali. In Stalin to idejo socializma v eni državi dejansko pokrije z rusko nacionalno idejo, državniškim principom. Moje vprašanje je tole. A je Erlich te globoke stvari videl, iskal pa je rešitev za to pa v katoliški duhovnosti po teologiji, ker vemo, da je bil izredno pobožen človek, izredno duhoven človek in velik molivec, ne? Se pravi, da je v molitvi skušal najti tiste prave odgovore na vse to. No, in to, da je svoje člane stražarje vzgajal v zelo osebnem krščanstvu, ne? V tem je drugačen od Kozbeka. Kozbek govori neko mistično vero v zmago komunizma, ne? Se pravi, to ni osebna vera, ampak neko zaupanje, da bo enkrat tako. Medtem ko Erlich pa zelo poudarja pri mladini osebno krščansko držo. Kako so se te stvari takrat dejansko dogajale? Ja, zdaj po eni strani se mi zdi ta ocena Kozbeka vendarle preostra. Čeprav tisto, kar človeka zbega, je dejansko ravno to nasprotje med Kozbekom, ki tam od konca 20 let recimo že izstopa iz bogoslovja, pridiga ravno to osebno vero, potrebo po deklerikaliziranem krščanstvu. In potem med Kozbekom, ki pa poklekne pred totalitarizmom komunistične partije. Kako je to mogoče? Da izide tudi on iz poudarjanja osebne vere, iz tega, da bi bilo treba čim bolj zrahljati te vezi, ki jih nalaga institucija, se pravi, ki je tudi potencialno lahko totalitarna, potem pa tako navdušenje nad drugače usmerjenim totalitarizmom. Zdaj, bistvena napaka, ki jo jaz vidim pri Kozbeku, je, da je zapadel, po moje, tudi zelo hudo teološko zmoto, ker je gledal, seveda, to je sicer čisto krščanski pogled na zgodovino, kot nek linearni proces, kjer so določeni dogodki pač imajo vlogo v odrešenskem načrtu. Ampak že sveti Avguštin je opozoril, da je to sicer res, ampak da razen svetopisemskim dogodkom človek ne sme nobenemu dogodku na zgodovinski premici pripisovati. Torej človek ne ve, kateri dogodki so zdaj odrešenski. Kozbek je pa skušal ravno to, ne, in je videl v
komunistični revoluciji ravno tak odrešenski dogodek. Je absoluten dogodek. Absoluten, ki je se tako, kot se je zgodil, se je moral zgoditi. Katastrofalna posledica tega pa je, da je opravičeval vsa sredstva, ki so vodila k temu po njegovem odrešilnemu dogodku. In to je ta tragični Kozbekov nesporazum, ki je pravzaprav... Pa tega ni videl? Ja, mislim, da ne. Nikjer pravzaprav ni bil Kozbek, nikjer, če boste gledali njegove spise, ni sposoben distance do te svoje odločitve leta recimo, avgusta 41. Ja. Distance, on je vedno verjel v ta veliki projekt revolucije in zanimivo je to, da pravzaprav tudi tisti, ki v Sloveniji še zdaj zagovarjajo Kozbekov so v večji ali manjši meri, tudi sledijo temu. Zdaj, ravno letos je pred mesecem dni išla zanimiva knjiga Duh inkvizicije, ki jo je napisal znani, če mu lahko tako rečemo, katoliški disident Peter Kovačič Peršin. In tam boste našli ravno to tezo. Seveda, ker je Kozbek za ta krog absoluten vzor in Kozbeka ni mogoče kot misleca rešiti, če ne sprejmeš te njegove usodne zmote kot resnične. Zato boste tam v Kovačičevi knjigi tudi na več mestih našli to tezo, da je bila revolucija, ne osvobodilni boj, revolucija nujna in da je revolucija prinesla Slovencem nacionalno emancipacijo in tudi neke vrste socialno osvoboditev. In to je ta... Ampak ta revolucija je v tej linearni dinamiki ali je pa to produkt delovanja skupine ljudi v danem trenutku? Torej, zdaj, tu imamo seveda osebno Kozbekovo izkušnjo najprej. Zdaj smo sicer malo zašli iz Erlicha, pa mislim, da to ni nobene škode, ker je to pomembno vprašanje. Ja, torej po eni strani je ta osebna izkušnja. Kozbek ima na eni strani negativno izkušnjo s katoliško cerkvijo kot neko inštitucijo v svojem lokalnem okolju. On pač vidi te socialne stiske ljudi in za njega cerkev na to nima primernih odgovorov. Zato se zbliža pač z nekaterimi ali krščansko-socialističnimi ali celo marksističnimi predlogi za rešitev teh težav. To je legitimno, to je neki miselni tok, ki je bil v 30 letih zelo razširjen tudi med katoličani. Druga stvar je potem ta njegova osebna izkušnja z njegovimi soborci, ki izhaja iz tega njegovega teološkega pojmovanja zgodovine in on pač zasluti, da se tu dogaja nekaj velikega in tako kot pravi tudi profesorica Vodušek Staričeva, naprimer, njega ti soborci začarajo. On v njih, v Kardelju, v Kidriču in drugih vidi velike junake, ki delajo zgodovino. Da ni več kritičen. Ni sposoben distance, ja. In mislim, to se vidi tudi iz tovarišije in potem iz listine, ne, iz drugih njegovih dnevniških zapiskov. Torej ni sposoben distance do tega konkretnega zgodovinskega dogajanja in on dejansko, verjetno iskreno vidi v tem neko odrešensko dogajanje. Pa je to sad njegovega umetniškega talenta ali je pa to, povemo, da je tisto pravo analizo, refleksijo malo zanemaril? Ne, se pravim, to izhaja iz njegove na eni strani življenjske izkušnje, teh socialnih razmer v Sloveniji pred vojno, potem te zamere, ki jo recimo kuha do dela cerkvene hierarhije, institucije, potem pa torej tudi sicer tega filozofskega premisleka, ampak se vidi, da je v tem filozofskem premisleku enostranski, ravno zaradi tega, ker to teologijo zgodovine postavi na napačno mesto. Mislim, da je tu ta temeljna težava. In on pravzaprav iz tega vzorca ne izstopi do smrti. Sicer je res za leta 1974 potem vsaj pove, kar
je bilo treba povedati o povojnih pobojih, ampak tudi tam, pa tudi pozneje, pa tudi zdaj, če boste gledali pri še živečih ali pa še nedavno živečih krščanskih socialistih, dejansko to je tisto, kar človeka čudi, ne? Da ni zmožnost postaviti distance do tega velikega projekta slovenske revolucije, ki je evidentno spodletel, tudi če je bil v začetku pozitiven. No, gospod Aleš, zdaj, če se vrnemo malo k Erlichovemu narodnemu programu, ki ga je postavil oziroma objavil oziroma dal v javno razpravo leta 1941. Koliko časa je ta program nastajal in katere so temeljne ideje oziroma postavke v tem programu? Ja, jaz mislim, da je to deloma sad celotne življenjske izkušnje Lamberta Erlicha, torej kot že rečeno, na robu slovenskega ozemlja. Potem seveda izkušnja velike Versajske konference, kjer se vidi pač, da so mali narodi igračka v orodju velesil zelo odblizu. In tudi ta knjiga, ki sem jo prej omenil, to zelo jasno kaže. Potem pa seveda te slovenske narodne katastrofe leta 1941. Tu recimo na načelni ravni o kakršnemkoli, da bi Erlich pomislil na kakšno obliko narodnega izdajstva, tu ni govora. On vidi to izjemno nesrečo slovenskega ljudstva, torej razkosan dejansko med tri velesile. Velesile in obsojen na smrt. Tu, če berete njegov opis stanja Slovencev takrat, pa potem tudi v tisti znameniti spomenici z 1. aprila 1941, ki naj bi bila formalni razlog za njegovo tako imenovano smrtno obsodbo oziroma likvidacijo, boste videli torej to zavest in bi lahko mirno to bilo tudi v kakem današnjem zgodovinskem učbeniku za opis stanja Slovencev po okupaciji in razkosanju. Torej, absolutna obsodba okupacije. Sicer jasno ima že iz zgodovinske izkušnje večje zadržke do Nemcev, pa tudi objektivno je res, da je bilo življenje pod italijansko okupacijo lažje. In on večkrat omeni to, da so Italijani vendarle omogočili 30.000 Slovencem, da so se zatekli v Ljubljansko pokrajino in jih na ta način rešili vsaj izselitve, če ne tudi smrti. In potem seveda v tem težkem času dokončno izoblikuje svoj koncept, ki je pa zorel vsaj že ves čas po Prvi svetovni vojni. In kot sem omenil, ta koncept predvideva 3 možne rešitve slovenskega problema. Naslov spomenice, ki jo je poslal slovenskim vladnim predstavnikom v London novembra 1941, je namreč slovenski problem. In tam predlaga 3 rešitve. Prva rešitev je bila najbližja položaju Slovencev po Prvi svetovni vojni, predlaga konfederacijo skupaj s Hrvati in Srbi. Treba je povedati tudi to, in tem se mi zdi Erlich za danes aktualen, kot tudi se marsikateri katoličan spogleduje z drugačnimi rešitvami. Erlich nikoli, in to je pravzaprav posebnost za te slovenske voditelje, bolj z vzhoda slovenskega ozemlja, ki so imeli več izkušenj z nemškim pritiskom, on nikoli ni bil kak vernik južnoslovanske države. On je to kraljevino Srbov, Hrvatov, Slovencev sprejemal sicer kot dejstvo, ampak je bil zadržan do nje, je vedno videl v tem prehodno rešitev. Medtem ko nekateri drugi z vzhoda slovenskega ozemlja so videli v tem bolj ali manj neko rešitev, ki je dejansko takrat bila za marsikatera Slovenca rešilna, ampak seveda vprašanje pa, koliko je imela, že takrat se je najbolj videlo, da ni imela neke trajne perspektive. In to je bil Erlich, je bil en tistih, ki se je tega zavedal. Mogoče na vse zadnje tudi zato, ker je odblizu videl pač to delovanje jugoslovanske uprave na Koroškem v coni A, ki je bila tudi sokriva za plebiscitni rezultat, čeprav verjetno to ni bil glavni razlog.
No, in to je ta prva rešitev, ampak on se je pravzaprav najbolj zavzemal za to, da bi bilo nujno vzpostaviti zvezo med južnimi in severnimi ali zahodnimi Slovani. V tem je pravzaprav na nek način se navdihoval pri tisti bolj bajeslovni kot zgodovinski državi kralja Sama. In tu je bila seveda pa problem vmes Avstrija, ki je ležala med južnimi in severnimi ali zahodnimi Slovani. In on je bil izrazito nenaklonjen Avstriji in tamkajšnjim Nemcem. Njegov predlog je pač bil, da Avstrija ne bi smela biti samostojna enota v tej srednjeevropski različici, ampak bi se morali Avstrijci priključiti deloma zahodnoslovanskim, deloma pa južnoslovanskim enotam. No in on je potem predlagal v tem okviru široko konfederacijo, ki bi zajemala južnoslovanske, zahodnoslovanske narode, se pravi Poljake, Čehe, tudi del Ukrajincev, Slovake. In on je predlagal tudi, da bi k tej zvezi pristopili še Grčija in Albanija. Za razliko od nekaterih drugih, ki so tudi se poigravali z idejami o srednje Evropi, je on izrazito rekel, da Dunaj zaradi svoje protislovanske usmerjenosti ne more biti sedež te države. Mislim, morate celo Ljubljano kot možen sedež ali pa kako zahodno slovansko mesto, recimo Varšavo. Zdaj, danes mogoče se ta načrt zdi utopičen, ampak je treba upoštevati, da katastrofa druge svetovne vojne je pri marsikom vzbudila interes za take velike zveze, ja, in zato ne moremo a priori reči, da je to bilo popolnoma utopično in nemogoče. No, vsekakor pa je Ehrlich potem menil, da bi v takej zvezi bili Slovenci varni pred nemškim pritiskom. Če se pa to ne bi išlo, je pa potem kot tretjo možnost predlagal, naj bo Slovenija, predvsem v zaledju Trsta, torej samostojna država pod mednarodnim protektoratom. To pa izhaja tudi verjetno iz njegovih izkušenj na pariški mirovni konferenci, ta dostavek, da je nujen mednarodni protektorat. Ta inštitut je bil takrat zelo pogost, ne? Ja, seveda, pa tudi še potem deloma po drugi svetovni vojni, potem pa v 50. in 60. letih pa se to razvodeni, ne. Takrat pa to ni bilo nič nenavadnega in on je pač tu je pa potem postal dejansko idejni oče ali pa eden od pionirjev ideje o slovenski popolnoma samostojni državi. Seveda pa je treba tudi takoj povedati, da je pa vedno izhajal iz v vseh teh treh kombinacijah je bila zanj conditio sine qua non suverenost slovenskega naroda, ne, kar tudi na Slovenskem ni bilo samoumevno, sploh takoj po prvi svetovni vojni ne, je bilo to unitaristično gibanje, predvsem pri liberalcih, pa tudi pri kakšnem katoličanu zelo močno. Ne, ta suverenost, kako je on pojmoval? Je to pojmoval kot teološko danost v okviru socialnega nauka cerkve, da sta oseba in narod Božjega porekla? Ne? Ja, to gotovo. Ali pa bolj v pravno-liberalnem smislu, ne? Da pač, ko druge države pristanejo nekomu suvereno, še suverena, ne? Ja, no gotovo, da je za njega bilo to teološko izhodišče bistveno. Dvomim pa, da se ne bi zavedal seveda praktičnih vidikov tega vprašanja. Navsezadnje je imel veliko izkušenj na tem področju in zdaj tu seveda tega programa ni pisal nekdo, ki bi zgolj sanjaril pa samo za sebe, kot osebni dnevnik, ne? Ne, ampak je imel jasne predstave Pa tu bi se zdaj mogoče zelo na hitro dotaknil še dveh stvari, ker se čas že izteka. Najprej tisto, kar je tu treba omeniti, ne, on ni bil nenaklonjen samo komunizmu, ampak je bil gotovo tudi eden najhujših kritikov kapitalizma, kar je bilo sicer takrat v 30 letih zelo pogosto, ne, sploh pri katoličanih, recimo v Sloveniji, izrazito kritičen do stranpoti kapitalizma, tudi Andrej Gosar znameniti. Pa
pa še marsikdo, pravzaprav je redko kdo bil takrat zagovornik kapitalizma kot modela. No in zanimiva je tudi njegova teza, da je pravzaprav komunizem s tem, da da človeka popolnoma v službo države in sistema, da je pravzaprav to najskrajnejša oblika kapitalizma. Ne. Da je v kapitalizmu še vseeno nekaj prostora za dihanje, v komunizmu pa potem kot skrajni obliki kapitalizma popolnoma nič. No seveda je pa pač ena od slabosti mogoče Ehrlichove misli, ki pa je razumljiva iz takratnega konteksta, pa je tudi njegovo mogoče prelahko pristajanje na nekatere teorije zarote. Torej on je pač bil en tistih, ki je videl v nekem židovskem velekapitalu tisto silo, ki dejansko poganja svet, ne, in to danes seveda je treba jemati z rezervo, ampak to ne zmanjšuje pomena ostrine njegove misli. Ja. No, zdaj, če zaključiva, katere so bile najbolj kočljive zahteve oziroma stališča Ehrlicha, ki so ga najbolj postavile kot antipod komunizmu? Ker to, da so ga obsodili na smrt, to je bila zavestna izbira, ker so videli, da je premočan oziroma prenevaren za uresničitev revolucije v vojnem času. Kaj so to? Boj proti kapitalizmu, potem izkušnja njegova z Rusijo, ne? Potem katere druge stvari. Ja, tukaj bi mogoče navedel misel, ki jo sam poznam od doktorja Grande, njemu pa je povedal znani slovenski zgodovinar Ferdo Gestrin, ki je bil pred vojno aktivn kot podmladek Slovenske ljudske stranke, potem se je sicer odmaknil popolnoma od katoliške cerkve, ampak on je rekel, da je bil dr. Lambert Ehrlich edini, ki bi lahko v Sloveniji zunaj komunistične partije organiziral odpor proti okupatorju in da je to bilo dejansko tisto, kar je, da je edini imel pač ta format, ne, najbrž je ugled, vpliv in tudi miselno ozadje. Miselno ozadje, pa tudi dejansko organizacijsko spretnost, ne, in sposobnost. Tako da bo najbrž to kar en od vsaj povod, ne, če ne že vzrok. Zdaj, formalni razlog za smrtno obsodbo je njegova spomenica, ki jo je napisal italijanskim okupatorjem 1. aprila 1942. Ampak seveda, tudi ko se danes o tej spomenici govori, se večinoma polaga pozornost samo na en del, zadnji odstavek, tam, kjer govori o tem, da je nujno proti komunističnemu nasilju organizirati neke zaščitne enote, ki naj bi jih pač Italijani priznali, in potem seveda potem ljudje vidijo zametek poznejših vaških straž in pozneje še pod nemško okupacijo domobranstva. Zato je Ehrlich obveljal potem v uradni zgodovini za ideologa domobranstva, ampak v resnici je pa seveda ta spomenica veliko širša in verjetno ni bilo človeka takrat v okupirani Ljubljani, ki bi bil sposoben tako brez dlake na jeziku Italijanom povedati, kar jim gre. Dejansko je posegel v vse podrobnosti in poleg tega, da našteva vse tiste, ki so jih komunisti likvidirali in se pritožuje na tem, da Italijani nič ne naredijo za zaščito prebivalstva, ker imamo vedeti, da seveda ta likvidacijski teror je bil leta 1942 že strašen. Pa v bistvu prost. Ja, ne. Potem pa tudi seveda zelo kritizira italijansko metodo, da v iskanju komunistov potem požigajo cele vasi, kjer pa mogoče sploh nobenega partizana in komunista ni, ampak pač zato, da nekaj delajo, potem požigajo cele vasi, vodijo moške v ujetništvo. Recimo, ena taka zanimiva podrobnost je, da Ehrlich kritizira tudi prepoved vožnje s kolesom. Kritizira tudi to, da je Ljubljana z žico ločena od okolice. Skratka, vse te realne probleme slovenskega prebivalstva jasno izpostavi. Ne, tako da ne gre tudi tukaj nikakor nobenega sledu ni o tem, da bi tu šlo za neko zavestno, recimo temu,
podrejenost ali željo po sodelovanju z Italijani. Gre samo za odgovor na res hud, strašen položaj Slovencev v Ljubljanski pokrajini. Če zaključiva, je Ehrlich bil edina oseba, ki je bila sposobna stvarnega prizadevanja za samostojno Slovenijo, izven komunistične opcije. No, se vprašanje, koliko je komunistična opcija na to ciljala, ne. Zdaj, gotovo je bil najvidnejša in najmočnejša figura. Seveda so bili še drugi, ki so si tudi za to prizadevali, ampak očitno, da je pri Ehrlichu so se te dobre lastnosti za to potrebne najbolj združile. Žal pa ni upanja, da bi ta njegov prispevek bil v kratkem primerno ovrednoten, zato ker je pa to dejstvo, da je padel kot žrtev poznejših zmagovalcev, zapečatila dejansko njegovo usodo v zgodovinskem spominu Slovencev. Ja. In to se tudi med katoličani, dejansko je težko govoriti o Ehrlichu. In to je tudi ena taka ironija zgodovine, da s Kocbekom ni nobenih težav. Kocbek je dobrodošel gost tudi znotraj katoliških prireditev in tako dalje. Nekaj v redu. Je predstavljal pomemben tok v slovenski katoliški misli. Ehrlich, dobro, ima nekatere svoje privržence, tudi navsezadnje imamo tam na Višarjah Ehrlichov dom, pa tudi ta spominski zbor je bil pomemben, ki ga bodo lahko gledalci videli v več delih, ampak zdaj, da bi pa katoliška skupnost kot celota nekako samoumevno sprejemala Ehrlicha, tega pa še ni. Upajmo, da je to prvi korak. Ta zbor, pa tudi ta pogovor. Ja, gospod Aleš, hvala za to okvirno razlago tega simpozija. Kot je bilo rečeno, drage gledalke, dragi gledalci, boste imeli priliko vsako predavanje, ki jih je bilo 6, v celoti slediti na televiziji in s tem vas lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za ogled vseh teh prispevkov.